Dobro jutro. Dobro jutro. Zdravo. Živijo. Andrej. Jako me veseli. Jaz sem slišal, da znate marsikaj pametnega narediti iz lesa. Jaz sem imel iz tega polena breze očala. Ja, se da narediti, seveda. Se da? Zadeva je lepa in zanimiva. Je vsak les primeren za očala? Vsak les ni primeren za očala, načeloma je pa kar veliko vrst, no, iz katerih se očala da narediti. Zdaj, breza, na primer, je vrhunski les za izdelavo očal. Kako ste vi prišli na to idejo, da bi naredili iz lesa očala, okvirje? V bistvu ideja se je rodila že pred leti. Jaz sem en velik ljubitelj sončnih očal, vedno sem si želel jih imeti celo polico. Enkrat sem to zasledil na internetu in sem si enostavno rekel, da si jih bom naredil, ker so mi bila predraga. Najprej sem bil zaprt v eni garaži, 1 leto pa pol. Pomagal mi je en prijatelj, ko je risal, ne. Kasneje se je zgodba razvila v eno manjšo delavnico, danes smo pa tu, že cela ekipa. Ampak noben od vas ni lesar? Ne, noben od nas ni lesar. Ste se priučili ali kaj? Tako. V bistvu zgodba je bila taka, ne, da jaz, ko sem šel hotel sem se vpisati kot zobotehnik. In dejansko sem naredil te izpite iz ročnih spretnosti, imel sem vse možne točke, ampak takrat so mi pri matematiki sfalile 2 pike in sem mogel iti na živilsko-tehnično. In zdaj sem si po 17 letih dokazal, da dejansko imam ročne spretnosti, ne. Ampak ne s temi očali izgledate, da obvladate matematiko, ne? Ja, tu se pa IQ dvigne, ponavadi od 10 do 20%, samo zaradi očal. Grejo pogledati proizvodnjo? Ja, Okay. peva. To je osnova za očala, mi v bistvu nabavimo fosen oziroma deske v malo večjih merah in damo pol to razrezati. Proces izdelave je pol recimo tule na laserju. Zdaj končano, ne? To je zdaj zrezano, ja. In to so čisto vsi delčki, ki jih imajo ena očala? Točno to. Zdaj gre to v sestavljalnico? To ni sestavljalnica, to je ustvarjalnica in tu očala nastanejo. Kaj počnete tukaj? Verjetno zlepite, ne, očala, je to vse? Ja, zdaj se najprej vse 3 ali pa 5, odvisno od modela, se 5 plasti zlepi, se jih ukrivi, pol pa traja približno 12 do 24 ur, da se zadeva posuši, pol pa gre v nadaljnjo izdelavo in pridemo recimo iz tega do te faze. Strah se pojavlja verjetno tudi pri strankah, ne? Kaj se zgodi recimo s tem, če nam pade na tla ali pa Ja, če se usedemo na njih? Ne? To je čisto tako pri plastičnih, če se usedeš na očala, počijo. Je pa prednost lesenih očal, da se da to popraviti na tak način, da se sploh ne vidi, da je bilo kaj počeno. Zdaj, če ne preneseš seveda v prafaktorjih zadevo nazaj. Niso očala edino tisto, kar izdelujete pri vas, ne? Metuljčki pa kravate? Ja, Je to tudi tržna niša? ja, mislim, da je, no, predvsem zato, ker to ni kravata, no. Je kravata, ampak ni. Drugače se jo lahko tretira, ne rabiš biti uradno oblečen, da daš to kravato gor. Lahko jo imaš za malo bolj sproščen dogodek, pa si še vseeno uraden, ampak izgledaš pa drugače, sigurno. Kaj pa očala za dioptrijo? Ja, dioptrijo delamo tudi, lahko se tudi greste tja pogledati par korekcijskih okvirjev. Načeloma računamo, da bomo več teh okvirjev prodali, ker so zelo udobni za nošnjo, plus tega, da imaš lepši odnos do korekcijskih okvirjev, no. Imate tam par na izbiro, lahko greste pogledati. Hvala. Dobro, adijo. Jaka, kako izbrati pravi okvir? Ja, dejansko mi proporcije določimo po glavi stranke, po obliki glave oziroma vsaka očala, ki jih stranka želi, jih pol proporcionalno določimo in naredimo točno po meri. V roki pa že imate tista očala, ki smo jih videli, ne? Ja, drži, ja. Ki sem gledal pri nastanku, ne? To je breza, to je ta Wayfarer. Tu se še zdaj v bistvu vgradijo samo stekla in očala so primerna za nošenje. Lahko probam? Lahko.